Podjetje Pomgrad je začelo z deli za novo lakirnico v Hočah. Podjetje Magna je namreč pridobilo gradbeno dovoljenje in prva obsežnejša dela so se začela. Danes smo lahko začeli, glede na včeraj pridobljeno gradbeno dovoljenje, z vsemi gradbenimi deli, ki so potrebna. Se pravi, še zmeraj potekajo pripravljalna dela na gradbišču, da se pripravi zemljina do te mere, da se lahko začnejo, navažati gramozi za, temelje in začeli bomo kopati seveda temelje, ki bodo potem omogočili nadaljnjo gradnjo. Tako da danes je začetek del na polno. Kdaj je predviden rok za izvedbo del in kaj pomeni ta nekako zamik pri pridobitvi gradbenega dovoljenja, če po nekih informacijah bi se naj gradnja je sprva bila načrtovana že maja? Ja, končen rok zaenkrat po pogodbi predviden je konec novembra 2018, ko naj bi stala hala. Definitivno je do tega zamika, kar je prišlo, bo povzročilo del težav, tudi zaradi vremena, ki ne vemo, kakšno bo po zimi, ampak načeloma bomo z nekakšno optimizacijo, z prilagoditvijo del, z večizmenskim delom poskušali ta zamujen del leta nadoknaditi, tako da zaenkrat pogodbi ostaja november 2018 kot končni rok. Pomeni to dvoizmensko delo, morda celonočno delo, koliko delavcev bo zdaj trenutno v teh prvih dneh na gradbišču? Ja, zdaj težko je govoriti o delavcih, v bistvu dosti je v tem trenutku gradbenih strojev, manj delavcev, seveda kako bodo dela napredovala, se bo tudi število delavcev večalo. Definitivno bomo na začetku delali dvoizmensko, potem pa prilagajali tudi glede na vreme, ki po zimi seveda je velik faktor, kar se tiče gradnje, samo dinamiko gradnje. V tem trenutku mislim, da bo na gradbišču cirka 100 ljudi in po moje prav toliko strojev, tako da delo bo pa potekalo dinamično, večino bomo delo opravili sami, seveda bomo pa se poslužili tudi kar nekaj kooperantov, ki nam bodo pomagali ta zahteven projekt izvesti v rokih, kot smo se dogovorili z investitorjem. Kdaj ste pa z investitorjem podpisali pogodbo? Mi v bistvu imamo neke ločene dogovore, ker smo kar nekaj del v bistvu že delali tudi pred glavno pogodbo, se pravi na podlagi pač nekih parcialnih dogovorov smo začeli izvajati že 2 meseca nazaj betonsko konstrukcijo, tako da glavno pogodbo pa smo skladili te dni. Skladina, ki je že podpisana? Imamo zato, kar delamo podpisano, za ostali del glavno podpisano pogodbo bomo naredili pa v naslednjem tednu. Je kakšna posebnost iz tehničnega vidika, kar se te gradnje tiče, je ta gradnja kaj posebnega? Verjetno bo to tudi neka referenca za vaše podjetje? Sama gradnja tehnično ni nič posebnega, je pa posebna zaradi velikosti, časovnega okvirja, bo pa seveda za nas pomembna referenca, ker je to največja greenfield investicija v Sloveniji. Definitivno delati za tak koncern, kot je Magna, za nas pomeni pomemben korak naprej. Že zdaj smo za kar nekaj tujih korporacij v Sloveniji izvajali dela in s tem se nam odpirajo vrata tudi širše v regijski prostor na Hrvaško, v Avstrijo in na Madžarsko. V tem trenutku bo zadeva taka, kot je, predvidena se pravi, bo proizvodnega prostora 37.500 kvadratnih metrov v prvi fazi gradnje, ki pa seveda se bo, tako kot je po ugotovilih investitorjev, nadaljevala naprej. Zdajšnja faza je 37.500 kvadratnih metrov proizvodnih površin. Pa finančni vložek? O finančnem vložku boste pa morali nažalost poprašati investitorja, ker je to pač v njegovi domeni, mi pač svoj del posla imamo podpisan, ampak od vrednostih mora povedati investitor. Se že dogovarjate tudi morda za naslednje faze gradnje tovarne? Ne, v tej fazi ne, ampak verjetno je, da kolikor smo vsaj uspeli videti, razumeti projekte, se bo to nadaljevalo, če bodo projekti tekli v skladu z predvidenim fazno takoj naprej. Bo verjetno to precejšnji delež v samem prometu vašem letnem, je to verjetno eden pomembnejših vaših projektov letos? Ja, definitivno bo to v letu 2018 eden naših najpomembnejših projektov. Glede na našo skupno realizacijo v višini 130 milijonov evrov, to predstavlja nekje tretjino naše letne realizacije, tako da zdaj se približuje tudi vrednost. Je pa to pomemben vidik zaradi tega, ker je vključena celotna gradbena operativa, se pravi tudi vsi, materialni resursi, pred katerimi stojimo, bodo aktivni in z tega vidika je za nas zelo pomemben projekt. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je z napredkom zadovoljen. Moram povedati, da so zadnji dnevi vedno lepši, še danes je sonce, ampak mislim na Magno, tako kot je bilo
nekje vmes zelo težko, moram reči, da se zdaj zadeve odvijajo dobro. Vesel sem, da lahko zdaj tudi uradno povem, da je ta projekt Magna Nucleus dobil gradbeno dovoljenje. To je predzadnja stopnica v naših prizadevanjih za to, da se tukaj začnejo zadeve odvijati naprej. Zadnja stopnica se bo pa, ali pa zadnji korak, se bo pa odvil 17. oktobra, ko bomo podpisali pogodbo o tem, da je ta strateška investicija med ministrstvom in Magno, in drugo pogodbo o sovlaganju Republike Slovenije v tem projektu. Takrat bomo pa lahko rekli, da se vloga države pri vzpostavljanju pogojev za izvedbo te strateške investicije tudi na nek način končuje. Jaz se ob tej priložnosti, ni še sicer konec, ampak kljub vsemu zahvaljujem vsem sodelavcem na ministrstvu, tukaj v Mariboru, občinam in pa tudi nevladnim organizacijam za konstruktivno sodelovanje, da smo ta projekt pripeljali do sem, kot smo ga, in verjamem, da ga bomo 17. oktobra tudi v tem prvem delu zaključili. Počivalšek se je dotaknil tudi usklajenosti pogodb z Magno. Pogodba prva o strateški investiciji in druga o vlaganju je z Magno usklajena in bo obravnavana na vladi naslednji četrtek. Tukaj zdaj lahko rečem samo, da gre za tisti znani znesek 18,3 milijona evrov. Ob tem je povedal tudi, čemu bodo ta sredstva namenjena. Ta sredstva so v povezavi z to strateško investicijo in tudi dve številki iz tega prvega dogovora ali pa pogodbe lahko omenim, ki sta za nas pomembni. To je, da se je oziroma bo Magna zavezala za 1000 delovnih mest, najmanj, in pa da bo ta investicija v tej fazi težka 100 milijonov evrov. Govora je bilo tudi o nadzoru okoljevarstvenih standardov. Ta komisija, ta delovna komisija, in tukaj so tudi 3 nevladne organizacije. Medtem ko za strani univerze bo tudi imenovan zelo priznan strokovnjak za področje torej ekologije, ki se bo vključeval, kadar bodo te debate torej okrog ekoloških parametrov in pa teh ekoloških torej problemov. O profilih kadrov, ki bodo za gradnjo potrebni, in o njihovem usposabljanju je spregovoril Igor Tičar. Poglejte, take tovarne, take velike korporacije, kot je Magna, potrebujejo praktično vse profile kadrov. In to je velika priložnost in možnost Univerze v Mariboru, da bo lahko s svojim znanjem sodelovala. Mene najbolj boli, ko vidim, da naše mlade strokovnjakinje in strokovnjaki odhajajo preko meje in so tam vsi takoj zaposljivi in lahko delajo, čeprav bi morali to, glede na sredstva, ki jih je ta država dala za njihov razvoj, bi morali delati tukaj. In sigurno bo univerza pristopila in usposobila tiste kadre, ki bodo potrebni. To bo pa prišlo v dogovoru z to korporacijo, ki nam bo povedala, kakšne profile potrebujemo, da ne bomo strokovnjakov uvažali na koncu. Na gradbišču podjetja Magna naj bi se na koncu zbralo tudi do 500 različnih delavcev.